Danes v Pomurskem dnevniku anketa o prazničnih nakupih. Pahor še zadnjič gosti uradni obisk tujega državnika. Priporočila o povišanih ravneh delcev PM10 v zraku. Popolna delna zapora na Gregorčičevi ulici. Vreme, jutri bo jasno, popoldne se bo pooblačilo. Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni. Bliže se božični čas in s tem čas obdarovanja, zato smo danes stopili na ulice v Murski Soboti in mimoidoče povprašali, kakšni so njihovi letošnji plani. Poglejmo si prispevek. Še 13 dni nas loči do božiča, ki ga tako najmlajši kot najstarejši nestrpno pričakujemo. Najprej smo anketirance zato povprašali, ali so darila za svoje najdražje že kupili. Zaenkrat ne, zdaj to je pač tak, da kupuješ skoraj tiste 2-3 dni, zanje kupuješ, pa odvisno kaj kupiš, komu kupiš. Da, za kakšno malenkost, verjetno bom to za otroke, za nečakinje, kakšno malenkost. Kupujemo, imam pravnuku 5 let stara, imala je lije rojstni dan, imela je 9. Pa smo jo kupili nekša darila po njenoj izbiri. Zato ker pridna je pa, kako bi pravil, uboga sve in poslušna in je vesela, zelo je vesela bila za darila. Nekaj sem že kupila, nekaj daril pa še moram priskrbeti, tako da vse nakupe še nažalost nisem opravila, sem upala, da bom, pa ni bilo časa. Iskreno še ne. Nekaj sem jih že res in to zato, da se izognem tisti gneči na koncu in da na koncu res imam čas za družino, za prijatelje in ne hodim po trgovinah. Vsako leto so najpogostejša darila kape, šali, nogavice, spodnja perila ali druga praktična darila. S čim pa bodo svoje obdarili anketiranci? Kaj najpogosteje kupim? Nekaj uporabnega ponavadi, tako da nekdo, mislim, to najprej vprašam, kaj želijo in pol na podlagi tega pol kupim, ne? Nogavice ne, moram pa povedati to, če že kakšno malenkost kupiš, je tudi dobro, da je nekdo zadovoljen, tako da kakšne velike stvari ne nameravam, ker nimam potrebe za nekoga. To pa pol, če kaj podariš, je pa že čisto zadosti. Zdaj odvisno, komu kaj podariš. Če podariš kakšni svoje partnerki ali kakšni svoje dami, to je pač tak ne. Zdaj pa trenutno je pač tak in bom pa podaril kakšno malenkost za otroke, za nečakinje. Ponavadi si kupujemo praktična darila, malo potem že poslušaš, kaj kdo rabi, kakšna trenirka, pajkice, gate, nogavice, pižama, pa seveda kaj sladkega zraven. Najraje imam nogavice z božičnim motivom, pa tudi božične okraske. Pa nekaj, to ja ne kupujem, to moja žena ko to, jaz se to dosti ne razumem, časi ona meni kupuje, ka vidi, kaj mi odgovarja ali kaj je za mene ali pa za drugoga. Letošnje leto predvsem pri ljudeh zaznamuje kriza, zato nas je zanimalo, koliko bodo letos potrošili za nakup božičnih daril. Ja, moram povedati, da to, kar sem že kupila, je bilo že drago, pa nisem nič dragega kupovala. Ker se mi zdi, da so cene res poletele v nebo, tako da tudi te malenkosti so kar precej drage, tako da mislim, da se bo kar nabralo, ko bom vse skupaj seštela, bo to kar velik znesek. No. Vsaj 300 € bi rekla za vse skupaj, tako da ja. Mi imamo v družini en poseben sistem in sicer se žrebamo. Vsak dobi eno darilo, imamo znesek do 20 €, potem še kakšne malenkosti za prijatelje, pa za hčerkico, tako da nekje od 100 do 150 € računam, da bodo zneslo vsa darila. Nekje tam mogoče kakšni 30 €, 40. To je že zadosti, tako da vsaki mora biti z malim zadovoljen, ne, da bi zdaj samo veliko, pa da je dosti. To je vse tudi kakšna malenkost, da. Ali pa če komu vsaj, kak rečejo, kakšni bombonček podariš pa daš, tako da si se na nekoga spomnil, to je že zadosti. Ja, zdaj je pač odvisno, kaj si zaželil, pa ali se kreće od 50 pa tako malo naprej, do 100 naj. Kako se je kdo zaslužil? Eni več, eni manj, tako da odvisno, no. Nekaj skromne darila, mislim, da ni najbolj pomembno to, kar jim podariš materialno, ampak čez celo leto, tako da
Nekaj bojo že dobili. Poleg vseh daril pa je najpomembnejše, da bomo kljub stanju, ki ga preživljamo, v krogu najbližjih oziroma krogu družine, saj je to glavni pomen praznika, ki je pred vrati. Na povabilo predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja se na uradnem obisku v Republiki Sloveniji mudi zvezni predsednik Republike Avstrije dr. Alexander van der Bellen. To je zadnji uradni obisk tujega državnika v Sloveniji v mandatu predsednika Pahorja. Po uradnem sprejemu z vojaškimi častmi je avstrijski predsednik položil venec k spomeniku vsem žrtvam vojn in z vojnami povezanimi žrtvami na Kongresnem trgu v Ljubljani. Uradni obisk se je nadaljeval v predsedniški palači s pogovorom na 4 oči med predsednikoma in plenarnim srečanjem med delegacijama Republike Slovenije in Republike Avstrije pod vodstvom obeh predsednikov. Imam veliko čast, da me je tik pred iztekom mandata uradno obiskal zvezni avstrijski predsednik in prijatelj Alexander van der Bellen. Najin obisk, najino srečanje je bilo predvideno že novembra, vendar je to bolezen preprečila. Dovolim si misliti, da bi v običajnih okoliščinah bil to dovolj velik razlog, da potem takem srečanja sploh ne bi bilo, zlasti zato, ker se mi čez 14 dni izteče mandat predsednika republike. Vendar pa si znova dovolim reči, da gre verjetno pripisati odličnim odnosom med državama, pa tudi najnemu odličnemu osebnemu prijateljstvu, dejstvo, da je predsednik van der Bellen našel čas, da je včeraj in danes obiskal našo državo. In to uradno. Ob tokratnem obisku je posebna pozornost namenjena tudi položaju pripadnikov nemško govoreče etnične skupine v Republiki Sloveniji. Predsednik van der Bellen je dejal, da si Avstrija prizadeva za uradno priznanje nemško govoreče skupnosti v Sloveniji. Predsednik Pahor je povedal, da Slovenija zdaj namenja 2-krat več sredstev za pripadnike nemško govoreče skupine, sam se je tudi večkrat srečal z njimi. Vlada je dolžna skrbeti za njihov položaj v skladu s kulturnim sporazumom in temu sledijo, Državni zbor pa ne razmišlja o spremembi statusa, da bi postala manjšina, kot sta madžarska in italijanska. Predsednika Pahor in van der Bellen sta se srečala z nemško govorečo skupnostjo v Sloveniji. Po dogovoru z gostiteljem uradnega obiska predsednikom Pahorjem se je avstrijski predsednik van der Bellen neformalno sestal tudi z novo izvoljeno predsednico Natašo Pirc Musar. Glede na pogovor, ki smo ga imeli sedaj uradno, sicer pa je to običajno prva tema, vedno gre za vprašanje položaja Slovencev v sosednji Avstriji. To je zavarovano z avstrijsko državno pogodbo iz leta 1955. Nekatere stvari niso take, kot bi si želeli. Povedal sem predsedniku in prijatelju, da je bil njegov čudovit nagovor v deželnem dvorcu v Klagenfurtu ena izjemna prelomna točka, da pa obstaja nekaj razočaranj še vedno strani Slovencev v Avstriji, da se stvari premalo hitro urejajo. Mislim, da obstoji vsaj z predsednikove strani naklonjenost, da se te stvari pospešijo. Predsednika bosta obiskala tudi Ptuj in na Ptujskem gradu postavila klop prijateljstva med državama. To bo zadnja 27. klop, ki jo bo ob obisku tujih državnikov v Sloveniji postavil predsednik republike Borut Pahor. Na spletni strani mestne občine Murska Sobota so objavili priporočila NIJZ o povišani ravni delcev PM10 v zraku. Onesnaženost zraka z delci ima lahko pomembne vplive na zdravje ljudi. Povišane ravni delcev v zraku se pojavljajo predvsem pozimi, ko se v cestnem prometu, ki je pomemben vir onesnaženosti zraka, in industrijskim virom priključijo še dodatni viri, kurišča in neugodni podnebni pogoji. Najvišje ravni onesnaženosti zraka z delci lahko pričakujemo v večjih urbanih središčih, kjer je prisotnih veliko virov onesnaženja zraka, promet, industrija in kurišča. Vsi prebivalci, zlasti pa ranljive skupine, dojenčki in otroci, starejši, srčni in pljučni ter sladkorni bolniki ob epizodah povišane onesnaženosti zraka z delci naj upoštevajo naslednja priporočila. Redno spremljajte obvestila in napovedi Agencije Republike Slovenije za okolje o kakovosti zraka in upoštevajte priporočila za ravnanje prebivalcev ob povišanih koncentracijah delcev PM10 glede na stopnjo onesnaženosti zunanjega zraka.
Bivanje na prostem omejimo na čas, ko je onesnaženost zraka v dnevu najnižja. Pri tem se izogibajte bližini prometnic, izberimo park ali gozd, ne izvajajmo najpomembnejših fizičnih aktivnosti, omejimo se na sprehod. Omejimo fizične aktivnosti, zlasti na prostem. V zaprtih prostorih ne kadimo in ne prižigamo sveč. Če imamo vgrajene ventilacijske sisteme, moramo uporabljati v njih za delce visoko učinkovite HEPA filtre. Bodimo pozorni na simptome in znake, kot so kašelj ali pomanjkanje sape. To so opozorila, da je treba fizične napore zmanjšati. Kronični, pljučni in srčni bolniki naj redno jemljajo predpisano terapijo, pri roki pa naj imajo tudi zdravila za hitro lajšanje napadov oziroma poslabšanj. Pospešeni srčni utrip, pomanjkanje sape ali neobičajna utrujenost lahko napovedujejo resno poslabšanje osnovne bolezni. V takih primerih naj hitro iščejo zdravniško pomoč. Dejansko stanje vsebnosti PM10 delcev lahko v realnem času na merilni napravi Murska Sobota Jug spremljate na spletni strani občine. V Murski Soboti na Gregorčičevi ulici se je začela gradnja novega cestišča, ki bo trajala vse do 17. decembra. Na Gregorčičevi ulici v Murski Soboti so danes prvič zabrneli stroji, saj se je pričela obnova ceste. Mestna občina Murska Sobota udeležence v cestnem prometu obvešča, da bo zaradi asfalterskih del v času od danes do 17. decembra popolna zapora Gregorčičeve ulice na odseku od križišča z ulico Staneta Rozmana do križišča Slovensko ulico. Dostopi do objektov bodo zagotovljeni. Obvoz bo urejen čez Slomškovo ulico, Slovensko ulico, ulico Staneta Rozmana in Partizansko ulico. Na občini prosijo za strpnost in se vam zahvaljujejo za razumevanje. Za konec pa še preverimo, kakšno vreme se nam obeta jutri. Danes smo imeli pretežno jasen dan s temperaturami okrog -1 stopinjo Celzija. V Krajinskem parku Goričko, Murski Soboti in v Lendavi smo poldne namerili -1 stopinjo in v Radencih -3 stopinje Celzija. Jutri bo sprva še precej jasno, čez dan pa bo oblačnost od juga naraščala. Zjutraj in delnoma dopoldne bo po nekaterih nižinah megla, na Primorskem bo pihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od -9 do -4, v Alpskih dolinah do -15, ob morju okoli -2, najvišje dnevne od -5 do 0, na Primorskem od 1 do 6 stopinj Celzija. Najnižje jutranje temperature bodo v severovzhodni Sloveniji, v Murski Soboti in v Mariboru -6, dnevne pa 0 stopinj Celzija. V sredo bo pretežno oblačno in ponekod megleno, predvsem v južni Sloveniji bodo prehodno možne manjše padavine, po nižinah rahel dež. Nekoliko topleje bo. V četrtek bo oblačno, predvsem v južni in zahodni Sloveniji se bodo začele pojavljati padavine, ki se bodo proti večeru na zahodu krepile. Temperature v naših krajih se bodo zjutraj gibale od -6 do 2, čez dan pa od 2 do 7 stopinj Celzija. Toliko za danes v Pomurskem dnevniku. Več informacij o dogajanju v Pomurju pa najdete na naši spletni strani www.tvdeja.si. Ostanite v naši družbi in nasvidenje do jutri.